Naš mentor Toni Balažič nam je bil velika pomoč pri pripravi poslovnega modela in oblikovanju celostnega nastopa pri velikih korporacijah. S svojimi izkušnjami in znanjem nam je omogočil hitrejšo vzpostavitev kontaktov in optimizacijo prodajnega cikla. Tudi mentor, ki ga imamo, Rok Stritar, nam zelo, zelo pomaga, ne samo torej kot pač nek svetovalec, kako se odzivati na trgu, ampak torej tudi kot neka oseba, ki ima izkušnje v podjetništvu in nam na ta način lahko v bistvu poda neke nasvete iz prve roke, kako se obrniti, na koga se lahko obrneš, ko ti nekaj ne gre, in na ta način v bistvu pomaga, da podjetje v bistvu še hitreje raste. In dejansko se je sedaj to izkazalo kot zelo, zelo pozitivno, saj smo v bistvu v dobrem letu mentoriranja, kar ga imamo, v bistvu zrasli napram lanskem letu za več kot 100-krat glede samih prihodkov. V okviru SK razpisa smo bili pač uspešni kot startup podjetje in v okviru tega programa smo imeli to možnost dobiti mentorja oziroma mentorje. Jaz sem si kar privoščil obiskati par mentorjev, da sem jih spoznal in si nekako izbral takega, ki je našemu produktu, našemu poslovanju zelo podoben. Mentorji so ponavadi ljudje z močnimi podjetniškimi izkušnjami, tako da namenjeni so nam startupom, mladim podjetjem, da se učimo na napakah drugih. To se pravi na napakah, ki so jih že ti mentorji storili. In mi smo jih zelo dobro izkoristili, predvsem pomagali so nam, svetovali so nam pri mogoče mičko bolj podrobni definiciji poslovnih procesov, kako nastopati na trgu, kako se prodaje lotiti in tako naprej. Res je, da mentorji niso delali nikoli za nas, ne, ampak nam svetovali. In to je bistvo, da tudi mi sami kot mentoriranci to dojamemo, da pač mi dobimo nasvet in potem moramo mi delati. Ne. Tako da ta mentorski program je nam zelo pomagal, poleg seveda financ SK-ja, in tudi mentor nam je tudi pomagal, v bistvu nas malo usmeril, kako izkoristiti te finance, v kaj jih investirati in tako naprej. Seveda, najbolj dobrodošle so njihove napake, ne, več, ko ima mentor napak, manj jih ti narediš. Zelo fajn je, da ima nekdo še odzuni en pogled na podjetje, ne? Zato, ker pač znotraj je tako, pač thinking out of the box je omejen, ne? Pač zato, ker znotraj imaš vse ljudi, ki delajo v isti škatli in je zelo fajn, če imaš nekoga, ki ima neke čisto druge izkušnje, ki niso mogoče povezane s tvojim podjetjem, poleg tega pa ima verjetno neke connectione, je delal z nekimi spet x ljudmi, s katerimi ti nisi bil v stiku in pač ta oseba ti lahko neko pot morda odpre ali pa neko razmišljanje ali pa pravo vprašanje zastavi, ki se jih še nisi vprašal, pa bi se jih moral vprašati. Tako da pač ja, absolutno se mi zdi to zelo dobra stvar. Spomnim se več situacij, v katerih imam občutek, da nam je mentor prišel prav. Zdaj, mi smo imeli, recimo, ko smo na ameriškem trgu, nam je precej dobro bilo, da smo imeli Matta Mayfielda, ker je pač naš trg, ta ameriški, in on pač pozna, kako American consumer se počuti na tem trgu, ne? In katere so zanj ključne stvari. Tudi, na primer, z njim smo delali določene analize oglaševanja in je nam znal svetovati tudi iz področja drugih podjetij, s katerimi je sodeloval, kakšne prijeme pa so še uporabljali mogoče uspešno, pa da smo lahko potem
primerjali z svojim poslovanjem, kaj od tega še nismo naredili, pa kaj mogoče bi bilo pametno testirati. A ne? Pogosto je šlo predvsem za to, da te ta mentor vpraša nekaj, kar se ti sam ne vprašaš. Ker znotraj firme se ti vedno pogovarjaš med sabo. A ne? Se pravi, ti si se že vse vprašal, kar si se lahko.